Čedalje več je ljudi, ki so v času ekonomske rasti vzeli kredit, ki ga danes ne zmorejo več odplačevati. Večina bank se zaveda težav, zato ljudem, ki se znajdejo v stiski, banke ponujajo različne oblike pomoči. In kaj lahko stori nekdo, ki ne zmore več odplačevati mesečnih obveznosti bančnega kredita? V prvem koraku bi morali pogledati, koliko imate prihodkov in koliko izdatkov. Temeljito bi morali analizirati svoj denarni tok in pogledati, ali imate kje še kakšne rezerve pri izdatkih, ki bi jih morali optimizirati. To pomeni, da se izognete nepotrebnim stroškom. Naprimer, namesto da bi zapravili 50 evrov na mesec za fitnes, bi lahko brezplačno telovadili in tekli na prostem v naravi. Dražje ponudnike bi morali zamenjati s cenejšimi, recimo pri mobilni telefoniji, dobavitelju elektrike ter plina in podobno. Obstoječi avto lahko zamenjate za cenejšega. V drugem koraku je vsekakor potrebno razmisliti tudi o možnostih za dodatni zaslužek. Tudi tukaj se pojavlja veliko različnih možnosti. Če vse to še zmeraj ne bi zadostovalo in še zmeraj ne bi mogli odplačevati kredita, pa se morate takoj oglasiti v bančni poslovalnici, kjer ste najeli kredit. Pomembno je, da banko obiščete prej, preden se bodo začele zamude pri odplačevanju. Skupaj z banko boste pregledali situacijo in se pogovorili o možnih rešitvah. Kajti, če so zamude z odplačevanjem daljše, je težje najti rešitev. Pri rešitvah banke najpogosteje ponujajo reprogramiranje kredita, kjer se podaljša doba odplačevanja kredita, s čimer se zmanjša mesečna obveznost, tako da je obvladljiva za kreditojemalca. Reprogramiranje je dobra rešitev predvsem za tiste primere, ko kreditojemalec še razpolaga z določenimi rednimi prilivi, ki pa so se zaradi različnih razlogov zmanjšali ali pa so se kreditojemalcu povečali redni nujni mesečni izdatki. V praksi to poteka tako, da kreditojemalec pove, koliko je mesečno zmožen odplačevati. Druga možnost je moratorij oziroma odlog odplačevanja kredita. Moratorij je smiselna rešitev, predvsem takrat, ko kreditojemalčevi trenutni prilivi ne zadoščajo niti za odplačevanje zmanjšanih mesečnih obveznosti, na primer v primeru izgube službe. Se pravi takrat, ko ne zmore več odplačevati mesečnih obveznosti reprogramiranega kredita in ko lahko z dovolj veliko verjetnostjo pričakujemo, da bo kreditojemalec po poteku moratorija oziroma določenega časa spet razpolagal z dovolj velikimi prilivi, ki mu bodo omogočali odplačevanje kreditnih obveznosti. Moratorij lahko traja 6 ali pa 12 mesecev oziroma po dogovoru. Najdaljša doba moratorija je torej odvisna od odplačilne dobe kredita, pa tudi od konkretne situacije, v kateri se posameznik znajde. Ob razmišljanju o moratoriju je dobro vedeti, da se odplačilna doba ne podaljša. Posledično to pomeni, da se po izteku moratorija mesečna obveznost poveča,
saj je potrebno v krajšem času poravnati enak znesek neodplačanega dolga. Možna pa je tudi kombinacija reprogramiranja in odloga plačila kredita. V današnjih negotovih časih pa so kreditojemalcem na voljo še dodatna zavarovanja. Skrbi, kako boste poravnali mesečne obveznosti ob izgubi zaposlitve, lahko zmanjšate, če ob najemu kredita sklenete zavarovanje za primer brezposelnosti. Ob izgubi zaposlitve iz poslovnih razlogov mesečne obveznosti za določen čas namesto kreditojemalca poravna zavarovalnica, kreditojemalcu pa kasneje tega zneska ni treba vrniti zavarovalnici. Da v primeru morebitne smrti kreditojemalca dolga ne bi mogli podedovati družinski člani, je ob najemu kredita priporočljivo skleniti tudi življenjsko zavarovanje kreditojemalca.